Pozdravljeni! Zopet je na vrsti naš običajni komentar novic, že 10. letos. Pa poglejmo vsi skupaj, kaj se je vse zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat se bomo kot običajno dotaknili 4 različnih tem, 4 različnih sklopov novic. A tokrat s prijetno spremembo. Namreč prvi sklop je nastal po sugestiji nekoga izmed vas, ki mi je poslal mail, seveda s člankom, o katerem bomo govorili čez nekaj trenutkov. In vkolikor imate tudi vi podobne predloge, jih lahko pošljete na tu naveden mail. Vkolikor bo mogoče, bom z veseljem jih vključil v naslednje komentarje. Kot običajno, če vas zanima vse tisto, kar je navedeno v citiranih originalih, dobite bližnjice navedene v samem opisu, mi pa, da ne bomo predolgi in upam, da ne preveč dolgčasni, je najbolje, da se kar lotimo že prej omenjene prve teme. Marsikdo izmed vas je verjetno zasledil, da na prihajajoči veliki nagradi Emilia Romagna bodo pri Formuli 1 poizkusno spremenili format kvalifikacij. O tem ste lahko brali na primer 4. marca v spletnem portalu motosport.com. Zakaj pravzaprav gre? Namreč pri Formuli 1 bodo poizkusili ekipe nekako prisiliti v vsakem delu kvalifikacij uporabiti določeno tipologijo pneumatik. Torej v prvem delu kvalifikacij Q1 tiste najtrše z 2 setoma na razpolago, v drugem delu kvalifikacij one srednje, medium, one z rumenim napisom z 2 setoma na razpolago in v tretjem zadnjem delu uganili ste najmehkejše, soft, z rdečim napisom zopet z 2 setoma na razpolago. In to naj bi prineslo neko noviteto, čeprav vam sam priznam, da nad takimi domislicami nisem navdušen. Prvič zaradi tega, ker so tudi spremenili dodelitev samih setov, namreč sedaj jih ne bo na razpolago 13, temveč le 11. In dodelitev bo sledeča: 3 seti pneumatike hard, 4 seti pneumatike medium in 4 seti pneumatike soft. Namreč to pomeni, da predvsem na prvem prostem treningu kakšnih velikih aktivnosti ne bo. Namreč z 2 setoma pneumatik soft si lahko predstavljamo, da bodo ekipe aktivnosti postavile v drugi in tretji prosti trening, in v bistvu na prvem prostem treningu niti ne bodo imeli na razpolago ne vem koliko pneumatik za žrtvovanje. Po drugi strani, kako bo šlo z vračanjem samih setov, tudi še ni jasno. Sedaj vemo, da po prvem, drugem in tretjem prostem treningu vsaka ekipa za vsak bolid vrne 2 seta, še dodatni 7. set se pa vrača pri tistih 10, ki se prebijajo v Q3 in seveda z 2 setoma manj na razpolago, matematika pravi, da takšno obnašanje ne bo možno. A po drugi strani se moramo zavedati, da naprimer tistih 10 bolidov, ki se ne bo prebilo v tretji del kvalifikacij, bo imelo na razpolago 2 seta pneumatike soft, ki jo niso še rabili. Ampak zavedati se moramo naslednjega dejstva. Ukolikor hočemo malce bolj razgibano dogajanje, kar se tiče strategij, bi bilo bolj pametno ekipe prepričati v različne variante. Če se spomnite, pred nekaj sezonami je veljalo pravilo, da s tisto pneumatiko, ko se ekipe kvalificirajo iz Q2 v Q3, morajo med prvimi 10 začeti dirko.
In to je kdaj pa kdaj privedlo do zanimivih situacij, ko oni zadaj, naprimer s pneumatiko soft, so bili bistveno hitrejši od onih spredaj s pneumatiko medium. In prišlo je do zanimivih bojev, do zanimivih situacij in kdaj pa kdaj tudi do zanimivih rezultatov. Ampak sedaj, ko so vsi prisiljeni uporabljati določeno mešanico, ne vidim, kako oni zadaj bi imeli kakšno prednost. Naprimer, tudi danes, ukolikor se ne kvalificirajo v tretji del, jim na razpolago ostaneta najmanj 2 seta pneumatik soft, ker jih enostavno niso rabili. In to vidimo iz tistih dokumentov, ki jih je Pirelli dal na razpolago na veliki nagradi Bahreina. In tudi na veliki nagradi Bahreina smo videli nekaj, kar v bistvu ni toliko relevantno za veliko nagrado Emilia Romagna, ampak pokaže nam nekaj. Strinjam se, na progi v Šakirju niso vsi rabili pneumatike hard pred samo dirko. Ampak vidimo lahko, da Red Bull je bil najhitrejši vsemi 3 mešanicami po prostih treningih. Kar nam nekako da vedeti, da ukolikor je nekdo hiter, je hiter ne glede na mešanico pneumatik. In to je nekaj, na kar je tisti, ki se je izmislil ta poizkus, dobesedno pozabil, ali še huje, verjetno ta domislica ni nastala v mislih nekoga, ki se spozna na Formulo 1. Upajmo, da gre samo za poizkus, kajti že tako priljubljeni ali nepriljubljeni sprint je verjetno plod pravzaprav nekoga, ki ima podobno mišljenje kot ta posameznik. A pojdimo rajše k našem drugem sklopu. Ob vsem dogajanju ter polemikami vezanimi k veliki nagradi Bahreina je verjetno marsikdo izmed nas spregledal zanimivo novico. O tem poroča spletni portal RaceFans 8. marca. Namreč pri ekipi Williams so dosegli drugi najboljši napredek med sezono 2022 in 2023. Na prvem mestu je seveda Aston Martin, a verjetno Williamsa tako visoko ni pričakoval nihče. In tu je treba povedati še nekaj. Namreč, ko sem bral druge vire, sem naletel tudi na to zanimivo preglednico. Na njej lahko vidimo razliko med prvim in zadnjim na kvalifikacijah od sezone 2019 pa do 2023. In tu je treba poudariti nekaj. Namreč gre za primerjavo med prvim in zadnjim v prvem delu kvalifikacije. A vseeno lahko vidimo, da v sezoni 2023 je ta razdalja v bistvu tretjina tistega, kar smo videli v sezoni 2019. Kar nas zopet napeljuje na dejstvo, katerega mnogi izmed nas pravzaprav nočemo videti. V zgodovini Formule 1 nikoli ekipe niso bile tako skupaj. In zato lahko bolje razumemo, kako je možno, da določena ekipa lahko naredi tak korak naprej ali nazaj, praktično med sezonami. Potrebno je v resnici izjemno malo v primerjavi s tistim, kar smo videli naprimer v 80-ih letih, ko se je dobesedno razdalja na štartnem razporedu merila v sekundah. A treba se je zavedati, da v Formuli 1, ko gre tehnologija naprej, v resnici štejejo zmeraj bolj malenkosti, ki jih mi, navdušenci, lahko sploh ne opazimo, in treba je sprejeti dejstvo, da razdalje se zmanjšujejo tudi na kvalifikacijah in seveda na dirki. Zato kdaj pa kdaj ne smemo biti tako kritični in moramo se naučiti na zadeve gledati tudi z rahlo drugačnimi očmi. A pojdimo k našem tretjem sklopu.
Verjetno marsikaterega navdušenca Formule 1 v bistvu zanima, zakaj je odstopil Charles Leclerc. In nek odgovor lahko dobimo v članku, ki je bil objavljen na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com 7. marca. Tu trdijo, da težava na Ferrariju SF-23 je v kabelski napeljavi, kjer naj bi nekaj prebijalo. Ni šlo za napako, naprimer na bateriji in kontrolni elektroniki tistega pogonskega sklopa, katerega mnogi hvalijo, nekateri pa kritizirajo, ampak na nekem sekundarnem elementu, ki je povzročil, da se je pogonski sklop dobesedno ustavil. A tu se lahko začnemo spraševati. Namreč kontrolna elektronika pogonskega sklopa ni tisti element, ki skrbi za delovanje motorja z notranjim izgorevanjem. Zato obstaja druga elektronika, ki je enaka vsem ekipam. Proizvaja jo McLaren. In tu se moramo še spomniti tistega, kar smo videli na naših ekranih. Sam sem opazil, da Charles Leclerc, ko je imel težave, je lepo z menjalnikom pretikal navzdol in zapeljal na stran. Kolikor njegov pogonski sklop bi imel težave, ne bi imel nekako delujoče elektronike, bi se lahko enostavno ustavil in obtičal sredi proge. Namreč, če ne deluje elektronika, si lahko predstavljamo, da tudi motor z notranjim izgorevanjem ne, in če ta ne deluje, je seveda hidravlika brez tlaka v svojem sistemu in pretikanje ni možno in tudi sklopka ne deluje. A možno je, da je prišlo v nekega škrata v sami napeljavi, ki je sporočilo nekemu senzorju, da s pogonskim sklopom je nekaj narobe in zato so prišli v tisto varno delovanje, ki pa Charlesu Leclercu ni omogočilo drugega, kot da je lepo zapeljal na stran. Seveda, podobno kot lani pri Red Bullu, mogoče gre za dobesedno otroško napako, ki jo bojo hitro ugotovili in odpravili, ampak vseeno stala ga je uvrstitev na zmagovalni oder. Po drugi strani, menjava baterije in kontrolne elektronike lahko tudi ni kritična. Namreč na razpolago v sezoni sta dve. In ukolikor prvi in drugi set ni v okvari, to pomeni, da do konca sezone lahko pri Ferrariju lepo rotirajo med enim in drugim. Seveda, razvoj v teh elementih pogonskega sklopa je zamrznjen, zato tudi kakšnih nadgradenj ne moremo pričakovati. In tu, ukolikor res elementa nista poškodovana, ni videti, da bi šlo za kakšno težavo. A pojdimo še k našem zadnjem sklopu za danes. Verjetno marsikdo izmed vas si Formule 1 brez Bernieja Ecclestona ne zna predstavljati. A v zadnjih časih je avtor marsikatere izjave, ki pravzaprav nima, po mojem videnju, neke zveze z realnostjo. 7. marca smo lahko na spletnem portalu GP Blog prebirali, kako se Formula 1 spreminja v dobesedno Formulo Hollywood. In Bernie Eccleston je govoril o tem, kako v Nemčiji ni zanimanja za Formulo 1. A treba je tu malce pogledati v preteklost, namreč Bernie Eccleston je konec leta 2016 Formulo 1 prodal. Na vrhu organizacije je bil zamenjan 23. januarja 2017. Zadnja izvedba velike nagrade Nemčije je bila pa 2019. Torej, že v njegovem času je bila v Nemčiji kriza, kar se tiče navdušencev, sledilcev Formule 1. In treba je priznati, da pri Liberty Media so uspeli nekje, ker Bernie Eccleston je mnogokrat pogorel. Namreč Formulo 1 zasidrati v Združenih državah Amerike. Letos bomo videli tam kar
3 velike nagrade, nekaj, o čemer Bernie Ecclestone v 90. letih prejšnjega stoletja je dobesedno sanjal in tudi na začetku novega tisočletja. A Bernie Ecclestone se ni ustavil tu. Namreč Planet F1 5. marca je objavil članek, kjer Bernie Ecclestone dobesedno prizna, da pri tako imenovanem Crashgateu leta 2008 na veliki nagradi Singapurja je bil obveščen o tem, kaj so storili takrat pri ekipi Renault. In priznal je, da po posvetovanju z njegovim prijateljem Maxom Mosleyjem sta se odločila, da zadevo raje nekako tako skrijeta, da ne bo prišlo do sramote. A danes priznava, da Felipe Massa bi takrat moral postati svetovni prvak. Čeprav dobro vemo, da je zadeva prišla na dan, ko je Nelson Piquet Jr. izgubil sedež pri že prej omenjeni ekipi Renault leto kasneje in je takoj medijem povedal za te nečednosti. A to sam zgodbam Bernia Ecclestona ne verjamem. Namreč glavni avtor tega nečednega početja na veliki nagradi Singapurja je bil, dobro vemo, tesen prijatelj Bernia Ecclestona Flavio Briatore, ki je bil začasno celo dosmrtno izgnan iz sveta Formule 1. A kot dobro vemo, je bila ta diskvalifikacija izničena zaradi napake v postopku. Danes Flavio Briatore je prisoten v pedoku Formule 1, kjer pa se ukvarja z cateringom. A dejstvo je nekje drugje. Bernie Ecclestone izgleda, da v starejših letih ima izjemno selektiven spomin. In še tista dejstva, ki pravi, da se jih spominja, po mojem osebnem mnenju, nekako prireja tistemu, kar mu je v danem trenutku bolj koristno in bolj ljubo. Zato sam Berniu Ecclestonu ne bi dajal preveč pozornosti, kajti za vse tisto, kar obsoja druge, je bil marsikdaj kriv on sam. A za naš običajen komentar novic tega tedna je to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.